bi seji končala prvi krog zaslišanj vseh domnevnih udeležencev zemenskega sporazuma. V preiskovalni komisiji seveda nismo pričakovali in tudi ne pričakujemo, da bodo udeleženci kar direktno priznali to svoje obnašanje, ki seveda ni v skladu z zakonom, in to bi bilo tudi iluzorno za pričakovati. Če ste spremljali pričanje vseh dosedanjih prič, ste lahko opazili razlike v izjavah. Priče, ki danes niso več direktorji ali celo lastniki gradbenih podjetij, iz tega zemenskega sporazuma imajo manjše težave s spominom, kot pa tisti, ki so v gradbeništvu še aktivni. Kljub kolektivni izgubi spomina so v pričanjih pomembne razlike. Včeraj smo slišali predvsem dva odgovora. Se ne spomnim in pa ne odgovarjam zaradi drugih postopkov, kazenskih ali pred uradom za varstvo konkurence. Ni moj običaj, vendar tudi moji naravi ne, vendar mi dovolite komentar na eno od včerajšnjih izjav gospoda Zidarja, ki je izjavil, da je pravi in plavi Slovenec. Sprašujem se oziroma vprašam vas, koliko Slovencev ima možnost ali je imelo možnost na račun zaenkrat domnevno kartelnih poslov državo imeti največjo direktorsko plačo v državi. Ta je znašala leta 2009 po podatkih 794.000 evrov bruto oziroma 2170 evrov bruto na dan in odkupiti največje gradbeno podjetje v državi. Vsak Slovenec s takimi možnostmi bi se verjetno lahko trkal po prsih, da je ne samo pravi, ampak celo plavi Slovenec. Seveda pa bomo ta ponos davkoplačevalci odplačevali še verjetno desetletja. Ni pomembno, ali je preiskovalna komisija razpolagala, ni toliko pomembno, ali je preiskovalna komisija razpolagala s podpisano verzijo tega sporazuma, lahko bi šlo konec koncev tudi samo za ustni dogovor. Pomembno je, ali se je sporazum izvajal in ali so bila kršena pravila tržne tekme, iz tem je bila izločena tuja in domača konkurenca. Predvsem pa je pomembno, ali smo davkoplačevalci zaradi teh domnevno kartelnih dogovorov preplačali avtocestni program. Preiskovalno komisijo zanima, kateri državni uradniki ali celo poslanci so za to vedeli, sodelovali in, kar je po mojem mnenju enako hudo, niso ukrepali, če so vedeli za take posle. Kot predsednik preiskovalne komisije nameravam podrobno preučiti do sedaj pridobljene odgovore in opraviti drugi krog pričanj, predvidoma v obliki soočenj, kjer bi obstajala taka razlika v izjavah. Ko bo opravljen ta drugi krog, bo preiskovalna komisija predvidoma zaslišala še priče iz zapisnika sestanka, ki se je v javnosti pojavil v zadnjih dneh. Glede tega je preiskovalna komisija sprejela tudi sklep, da se dopolni dokazni sklep, in sicer, da se zasliši naslednje priče. Roberta Kuzmana, izvršnega direktorja področja Liskih gradenj v SCT-ju, Mirka Bandlja, nekdanjega generalnega sekretarja vlade, in pa Antona Anderliča, poslanca in nekdanjega vodje poslanske skupine LDS v državnem zboru. Poslanec Anton Anderlič ima zaenkrat status priče, lahko pa se zgodi
odvisno od situacije, lahko pa pridobi tudi še status preiskovanca.